Pod okriljem projekta Zelena energija je Mestna občina Ljubljana na strehe javnih objektov po Ljubljani namestila 51 sončnih elektrarn, od vrtcev, šol do kulturnih, zdravstvenih in športnih ustanov. S tem Ljubljana hodi po poti do razogljičenja do leta 2030 kot podnebno nevtralno in pametno mesto. Ljubljana si želi postati povezano, energetsko neodvisno in trajnostno mesto z zeleno prihodnostjo. Pod okriljem projekta Zelena energija na strehe javnih objektov po Ljubljani nameščamo sončne elektrarne. Od vrtcev, osnovnih šol, zdravstvenih domov, kot tudi do kulturnih objektov in športnih objektov. S tem hodimo po poti do ogljične nevtralnosti do leta 2030, s čimer dosegamo naše cilje kot podnebno nevtralno in pametno mesto. Sončne elektrarne smo povezali v največjo skupnost v Sloveniji, s čimer omogočamo javnim objektom, ki so v tej skupnosti, da porabljajo energijo, ki jo sončne elektrarne proizvedejo. Bolj pametno, bolj solidarno, bolj učinkovito. Že pri zasnovi projekta Zelena energija smo skupaj z našim partnerjem Mestna občina Ljubljana vedeli, da bo potrebno posebno pozornost posvečati tudi požarni varnosti. Zato smo v projektu uporabili glas panele, kar pomeni, da se nivo požarne varnosti s tem bistveno zviša. Na drugi strani smo uporabili optimizatorje moči, ki skrbijo poleg optimizacije proizvodnje električne energije tudi za višjo požarno varnost zaradi svoje rapid shutdown funkcije. Na drugi strani je pa seveda pomembno tudi vzdrževanje sončnih elektrarn, kjer skušamo z našimi rednimi pregledi in monitoringom, tudi z IR kamerami, poskrbeti za varno obratovanje sončnih elektrarn. Eden večjih izzivov v projektu je bil tudi dogovor o načinu obračuna proizvedene električne energije. Zato smo skupaj z našim partnerjem Energetiko Ljubljana oblikovali tako imenovani model net billinga, ki je omogočil, da lahko elektrarne v določenih časovnih obdobjih proizvedejo več energije. Ta energija je predana v javno omrežje, na drugi strani je pa ta energija v drugih časovnih intervalih porabljena s strani istih objektov. Obračun se izvaja na mesečnem nivoju, kar predstavlja velik doprinos k ekonomski učinkovitosti projekta za Mestno občino Ljubljana in njene uporabnike. Model javno-zasebnega partnerstva je bil izbran, ker omogoča uravnoteženo razporeditev tveganj med oba partnerja, pri čemer tisti partner, ki bolje upravlja s tveganji, jih tudi prevzema. Cilj Mestne občine Ljubljana je bil, da se vsa električna energija, ki se proizvede v sončnih elektrarnah, tudi porabi znotraj članov samooskrbne skupnosti, pri čemer smo zasledovali cilj znižanja stroškov rabe električne energije, ki je dosežen in s tem se zagotavlja dolgoročno več denarja za javne programe. Skupna letna proizvodnja sončnih elektrarn znaša toliko, kot bi jo porabilo 1300 gospodinjstev. To je toliko, kot 2 večji soseski v Ljubljani, kot na primer BS3 ali Nove Jarše. S tem letno prihranimo več kot 2000 ton CO2, kar bi vsrkalo 100 000 poprečno velikih dreves. To niso simbolni učinki, to je konkretno podnebna politika v praksi. Ljubljana gleda dolgoročno, kako zgraditi pametno, učinkovito in trajnostno skupnost. Vsaka nova sončna elektrarna je pomemben doprinos k našemu cilju, kako postati podnebno nevtralno in pametno mesto. S projektom bomo nadaljevali tudi v prihodnje, in sicer z novimi sončnimi elektrarnami, z novimi lokacijami, in tako bo Ljubljana še bolj zelena in še bolj energetsko učinkovita in neodvisna.